Živ! Evo, zdaj pa na vrče Valtra. Finska zadeva, kako že pravimo. Tale serije N175. To je ta najmočnej model iz tele serije. Razvije do 201 konja. Maja pa po defaultu 165, pa ima pa en tak sistem od Sigma Plusa, kako se reče, da če lih rab moč pri transporta ali pa pri kakšnem kardana, če pri kakšnem sekance diode malo zmanjkuje, mu ta sistem 35 konjev dodatno butne gor. 201 konj in to na 4 cilindrah. To je najbolj zanimivo, no. Včasih bo to vse 6 vohnov. Da je vrem krupotavo, da so pa to moderne cajte, nimaš kaj. Ampak kakšen mu je to všeč, kakšen mu ne. Traktor je pa sam po sebi bolj kompakten, bolj tak je več namenski, ako preku. Kakšen bo rekel, da ima 2 cilindra manjkata, ampak lej, ne vem, bo treba malo probati, da bomo kuj videli. A to je kaj za kaj, a ne, a to vleče, a ne. Kokar se zatihala Finca spodobma not, Sisu motor, 4,9 litrska je, tale Valtra je izvedbe direkt, to se pravi vario brezstopenjski menjalnik. Leti pa do 60, tam slabe 60 na uro gre tale možakar, tako da je kar brzinska. Je treba že kar malo merkat na cest, se veš, to te vrže kot pingvina, če se malo špilaš. Imaš 4 grupe, A, B, C, D. Pa sam med grupa, odvisno kva rabaš, tako brzinco greš. Takole zgleda Sisu motor, 4,9 litrska. Se ni nič kaj dosti videti, ki je vse precej okoli nešarjen. To je pa to, zaprimo hudiča. Naj bi bil pa tudi kar šparovan, no. Jaz nisem tako znemo divo še, ampak boje, da je kar šparovc. Ima pa tale možakar, ki je do 800 Nm navora. Sam traktor s takole opremo, tale res nebutan, ima, ne vem, približno 6 ton pa po. Da je spet odvisno, koliko so kesle, polhne, pa hun, pa tetret, pa vsa oprema. Obračalen krog je tudi kar dober, 4 metre pa po je pa umer obračalenega kroga, tako da sedečko tudi fajn zasuče na pol, ali pa na doriš, ali pa za nakvadača. Tako da prav prije tako kreten. Pa ko imamo kaj, tale dila je itak hud projernača zraven, ne vem, mislim, da so cestarje nekaj gor pripel. Spredi imaš še par ventilov, kardan, to se pravi, tlele imaš par ventilov, imaš prav komande že tlele, plus roke, gor pa dol. Traktor je vzmaten, komplet ves na blazinah, to se pravi, tudi spredi ni hidraulično vzmaten, ampak je zračno. To še malo bolj požira po sunke. Ne vem, tam na spodi, a se vidi, ne? Tlele so samo en blažilce not, spodi pa blazina. Spredi je zračno vzmaten, zadnji kabina zračno vzmatena na blazinah. Not zic, da sploh ne govorim, je čist brutalen. Tlele se tudi dobro vidi, kako tela lukne pobira, oziroma tela klasične uže, ki so po pol. Gre prav fletna čez. Dobro, da če bo pa to ena jama, ta isto but neka norca, ampak drugače pa udoben, kot hudič. Eno tako Valtro smo imeli takrat že na YouTube eno, mislim, da je pa ti serija, okoli 240 konjev nekaj taga. Tam sem že kar dosti dobro porazložil. Tlele imamo te tipke spet na blatnika, tle imaš celo za 2 ventila, roke gor dol kardan, 5 parov ventilov. Low sensing, tole pa pride ven zaradi tistega volana, tale pumpca. Volan imaš pa bremze, pa take komande, pa gas. Roke 3. kategorije, tlele gramar priklop, pa še kugle zraven, pa še dvokrožne hidraulične zavore. Tlele imaš pa še zrak zavore, ABS za kakšno prikolico, štrom. Tlele imaš ISO-bus tudi, glavnem ni danino. Evo, tle so pa tele zračne blazine za kabino vzmateno. Hidravlike kar češ, tako da tle zadnji pumpe različne se je gor da obisa. To se pravi, ne vem, koliko ima tale gora, ima 165 litrov na minuto, v kaj pa izbiraš manj ali pa več, mislim, da je 200 litrov na minuto, je ta največ pretočna pumpa, pa imaš pa tudi manj, pa celka imaš še ne izbire. Odvisno od porabe, odvisno kva se deva, koliko ola rabaš v mašinah zadaj. Kolesa so, mislim, da so 38 colske, ja, 650, 65 R, 38, tele so 28 colske, 540, 50 R, 28. Led luči ima tudi fajn opremljene zadaj, še kamera prije tam lepo tabelco nek, spredi se tudi vidi. Kar dobro osvetljen, Tile špegle ima tudi, niso ta najhuj, so pa dobri. Tole se da dobiti tudi, pa z motorčkami not štelaš, obe dve leve, desne, ogrevane imajo vka not. Glavna hujka pa avta preko skoraj ga. Noro, no saj tak špeh upaj, s tako oprema tudi košta celo mariot. Moraš kar merkati, da ga ne utovčeš. Pa imamo tle kestel za AdBlue pa za nafto. Mislim, da imaš tudi več variant izbire, koliko vlizga šmut, 165 pa do 315 litrov, mislim, da je maksimalna. Tle lahko še pogledamo tele. Brisavce so tudi fajn, za koliko stopinj gre to okol, kam dol to pride, pa čisto okol. Ne veš, pa prtel imaš tudi, tle brisavca, vse tle se ne pride not, ni vrat. Brisavc pa je, pa velikrat prav pride, kaj vidiš. Pa imamo malo kokpit pogledat. Se ne bomo kaj dosti komplicirali. Evo, to je ta zec, ki je dobesedno vzmaten na vse strani, levo, desno, gor, dol, naprej, nazaj, se peleš kalor. Se ga moraš kar malo navadati. Evo, kuč. Vse števce pa ekrane imaš tlela, pa tile računalnike. Tlele imaš v bistvu sam predal za kakšne papirje. Ma tudi špeglem, veš, tlele zuni, veš, direkt priklop.
Kad tlele, če dol gledaš, bez svap vidiš priklop. Zato imaš pa tam na špihu, da to fis pogledaš, pa tlele je špihu tudi. Tole je tale volan, ki zadnji pride, pa tlele imaš pa stopalke, gas, bremzo, sklopko, pač isto, kakor spredaj. To fan prije pa za kakšno rollbo gonec, za sneh ali pa za kakšne silo kombane, to, ki rikvrc vozijo, za kosilence, recene zadev prav prije, za gozdarje. To mo pa še pogledati, da se nam okol sukal, da ga sparesu, 10 sekundah sukol. Traktor ima 3 inverterje, to se pravi, en inverter je tlele naprej nazaj, eden je tala naprej nazaj, enega imaš pa še poj pri zadnjem volana tegale. Pa le smo še na zanimivosti, ali koliko traktor laufa, na 700 obratov. Čist počas mu srček bije, bi rekel. Tako da me jih ne baš para, dober, se tele, ki imam v P, če ga dam v ler, jaja se dvigne. Zanimiv, to imajo zdaj take detajle, da je sam buleš. Bom bolj na hiter s tem v koletu, zato sem enkrat že pri ta drug valtra, ki imam na YouTube gor, tam se da pogledati, sem čez tale računalnik mu bolj natančno letu, pa čez vse tele komande, ker drugač bo to predolgo, no. Tlele imaš še en ekranček, to bo un za zadnji, to, da malo brzine vidiš, pa takerči, ki so kontraobrnjeni, da imaš lep pregled. Na temu imamo sam števce, v glavnem brzina, tiste osnovne informacije, če imaš kakšne napake, menjalnik, obratomer, imaš pa tudi več variant. S tole tipko se izbiraš, pa češ, da gledaš radio, pretok, celke pene statistike. Tle imaš pa nastavitve. Za hidravliko kompleta prvo pretoka. Pa slovenske manije, to je tudi veliko redna. To je pa recimo, koliko hitro se volan vrti. S tole tipko tle ga vključimo. Evo, stale. Nekaj se to vrti. Je že do konca. To se pravi, s cirka enim obratom pa pomaš ti komplet gume za sukanje. Daj pa če ugasnemo tega, že moram pa bolj sukati, da se okoli pride. To je za kakšnega nakvadača ali pa tam, ko moraš fez motati. Imaš pa in za te prvi in za te zadnji kardan pa plus odzivnosti. Ena je manj, 5 je bolj. Ajde, gremo dalje. Pomaš kontraventilator, da te traktor spiha mašino. Recimo ti, če imaš spredi kosilnico, poletka, to vse v masko odmeče, da se traktor nagreje, ta ventilator spiha kontra. Tle imamo pa te tempomate, minimalne vrtljaje, evo, da sem malo takole naredil in ima 940 minimalno. Tle ima maksimalno. V glavnem, tale Valtra, glede teleh računalnikov pa to je res tako simpel pa lepo narejena, da kada se bi igral vse tako slikovno lepo prikazan, simpel, slovensk meni. Sploh se vidiš, ko naučiti, sam cajce moraš vzeti, da je res vse malo čez. Drugače pa enostavne, kot pasul. Tako, ful dober, no. Tlele imamo tole motorno zavoro, kako je intenzivna. To se pravi, kad gas pušeš, če bi dal tam intenzivnost na 5, pa da je na cest leto na 40 na uro, pa kad gas pustiš, to traktor zapoje kanor, zato ker ga to motorna brenza. Tako da je treba imeti po pamet nastavljen. Pojita ključi, klasika, prižigaš, kjerkoli češ. Tole imamo pa te programe. Tle si v bistvu nastavljaš vsak ventil, vse ventile, kar je čist po svojem. Vsako tipko se vkap narediš, kakor jo pa češ. To imam jaz za trusilce naštiman program. To se pravi, jaz kam tipko ena pritisnu, sem en pri trusilce dvignuvate, prvo ta zadnja rampa, pa sem v kardan pržgal, pa čez 3 sekunde ima še rampa pred valjanjem gor. V bistvu sam takole klikneš, pa kjero komando češ, lahko te tudi lučko na konc pržge, ali pa te prvi kardan zalaufa, ali pa špera vklop karkoli. Vkrat tudi posnimaš, to se pravi, da tle te svoje komande pritisneš, pa te posname program. Pa v bistvu sam tipko pritisneš, pa te ta program naredi. Ka pa češ, da se vse skupaj zaključi, ali pa ne, da te rampa dol spasti, pa kardan ugasne, pa to, daš pa na ta drug program. V glavnem tole je top zadeva, pa tudi vsake sekunde vmes predstavljaš, ne vem, čez 3 sekunde ne gre na ta drugo zadevo. Lahko pa tudi na metre, a veš, da ne vem, čez 2 metra to pa odprva še ta zadnja rampa, ali pa te v plug zasukal, ali pa karkoli, no. Ti noč samo neseš, jaz ima zelo potrosilc, lahko bi dal kosilence plug in ti, ko plug pripel, sam pritisneš plug, pa imaš čisto vse nastavitve nastavljene, kakor se mu na plug naštiman. Vse pretoke, vse timerje, vse programe, vse ročke imaš za kaj. To je res ta prava komfortno se ko preko, da prpne zadnji tudi, če imaš 10 lajtek not uštekanih, z eno tipko dobesedno vse ti narediš, kar misliš. Tole ima za menjalnik pač specijalka brzin tempomata, pa končna brzina, pa tole, koliko je vpliv menjalnika na motor, to pa je tudi glede na porabo, če mu ti gas dodajaš, a se v traktor bolj zaganova, se v manj, to pa je s takem zadevom tudi porabo štelaš, odvisno od terena, kva devaš, ne vem, če ti urav ten karapolik moči, moraš malo drugačno štelati, kot če ti resmo gnoj vozati ali pa kositi. In to pa je se vpliva na porabo. Pa tole, da avtomatsko šalta iz C v D, pa med grupam pa to. Takole imaš te zadnji konc, recimo kamero imamo tudi gore, evo, ko pogledamo. Takole kaže. Spet ventila, pretoka, timerja, ni da ni. Jaz na trusilce ne stisnemo le potenciometra nivo, ko se tam le vidi, ampak bom s tem le, ga sam takole, veš. Pa mu pa sam fletno malo dodajaš. Koliko ima pretoka? Zdaj le 5 pustil, kako je trusilca zalaufam, ne gre kar počas. Tle imaš pa tiste poje, da daš vse na 50 ali pa take fore. Spet opcije kardana imaš od 540, 540 kot tavžen, koliko lahko ti kardan zažene, avtomatski vklop kardana itd. Evo, tle imaš pa še za tele IHR nastavitve, vse limiterje, vse ni da ni. To da ne nič rihtel, zato tudi nič ne rabu. Tle imaš pa hektarmetre, pa vso to statistiko.
Tele zadnji imamo cel kabel priključkov štroma, tole ročno zavoro za prikolico, za test. Brisavce, radio, avtomatska klima. Tele ima še kakšne variante za dodatne tipke, tako sem rekel, imaš lahko špegle elektronske. Tele imamo pa wooferja. Ozvočenje je tudi orenkega, stari niso šparalcev dobja tle not. Vkrat se pa povezal na Bluetooth ali pa preko USB, v glavno se imaš i tako vse. Placa v kabini je tudi dosti, tako že rabaš imeti zaradi tega, da se okoli zasučeš, a ne? Tele se nam okoli suka ali pa kontrasilce odpriho ali pa pojek pomehne več cajta, moš še tisto zadnji pogledati. V glavnem, če gremo recimo takole naprej, ja, že kaže, da je prazen, Marija. Mogo še tankat. V desno imaš tempomat, evo 1,9 gramo, s tem lepo kamo pojačaš ali pa pač po želji naštavaš. Takole ga ugasneš, da počaka. Tu je spet še en inverter naprej nazaj, te zadnje roke gor dol. S tem grupe šaltaš, koliko hitro trahta gre, to se pravi vdaja do C, joystick oziroma ventila, kolikor se poljubno naštelaš gor dol. Jaz imam zdaj prvo hidravliko. Evo. Tle imaš pa še ostale 4 ventile. Tole imaš pa za 4x4 špere, take variante, tempomate, ročen gas, kardana. Tele ima še malo prostorčka za navigacijo, luči. Drugač pa traktor sam po sebe tudi izredno tih. Se nič kaj ne dere po cest. Nič da grem pa traktor tankat pa navžat trosilca pa pole, da vidimo kako to 4-cilindr potegne kaj. Živ! Evo, to naprej. S C-jem pa se po cest imaš itak bolj CPD brzino. Volan je itak mehak ZOS. Ga sučeš ka nič, takole, evo, kadar češ. Še to zadnjo šajbo bomo zaprli. Drugač temu volana zadnji pa ne moreš vižati, je pa zaklinen, ker pa zadnji diva se pa ta prvi zaklin. Še vse gligal, kaj saj malo slišimo, da vidimo kako to zapoje. Malo itra pa naredi. Zdajle se recimo s C-jem vozim, a ne? Pa bo kaži, kamo tu daš šaltov, imaš pa sam tlele. Evo, zdaj pa vdaš prešaltov. Imaš pa tudi notu v nastavitvah opcijo, da je to avtomatsko prešaltne. Zdaj smo pa mi tam na nekaj sričali, če jaz prav vidim. Ha, evo, še ena Valtra. Jo imajo tudi zgleda rad za ohmajno, pa zadnji prikolica gozdarska. Takole sem pa gnoj vozil naprej. Trusilc za trusilcem, to so kaj pogledate tudi na YouTube, imam že gor, od tega si boga trusilca z Valtro, kako je šva. Da nam še tlela kaj prav dosti kazal. V glavnem, takola kombinacijo se poka navadil, ga poka po tedne vozil. Tudi sem navaličil sicer, ampak ba kar dolg šva. M1. Rampa se dviguje tudi brez dala, to sem vse, ki smo programa naštimal. Pa, brate, imam tudi že tlela 2 hidromotor. Pa sam še brzino dodajam. Špegle fanče imam naštelane, da me jih ne vidim, kam to meče. Hidromotor pa odpiram tudi na temo ekrana, imam kar skozi natale naštiman za pretoke ventilov, pa sam odprem. Dele imam na 15, pa bolj proti koncu bolj odprem. Zdaj pa spet, v C grupo in imaš čisto cestno varianto. Prav fletne divac, taka na mršmino, telak je novo. Sam se pravim, treba se pa navaditi, tako za vsako mašino. No, zdaj sem še malo zraven dodal, zraven tismo programa, še obrate motorja oziroma kardana, zato da mi ni treba še tempomata skozi pritiskati. Tipka M1, to se pravi rampo je dvignil ta zadnjo, kardan pržgal, delal še rampo pred valerjem dvignil, pa še gas je navil, evo. Tam že 300 obratov za obmej, jaz mu pa dodajam samo brzino, pa s temole hidromotor. To dvoje sem rekel, da jim ročno dodajal, zato da imamo jih na kontrole, drugače je čisto preveč avtomatsko že vse. Takole pa zgleda od ozuni to. Evo, če kriza je treba tudi na terene nalivati, nimaš kaj. Saj ni toliko požrešen, ampak popije pa še vse grih kar nekaj.
Imamo pa dve opcije, kako se traktor voza, ne. Jaz zdaj v bistvu nič ne češkam, sam gas. Kokar dan gasa, toliko hitro bo traktor šel. Pa imamo pa opcijo manual. Tale tipka je pa z manualno, to se pravi avtomatska ali pa ročno furaš. Tihale naprej porivaš, ko gre pa z gasom. Takrat pa s tem lepo brzino dodajaš. Z joystickom. Tako da takrat pa ne rabim nič na gasa imeti. Tole noga imam v luft. Pa sam gas dodaja pa vse skupaj. Tako da je odvisno, kaj da se ide, ali gas ali pa tola. Meni je bolj gas. Zdaj, da imaš unga občutka oziroma odzivnosti. Je pa to tudi eko-manjalik, to je skozi pod enem majhnem obratom laufati. Tam od 1000 do 1500. Malo je mokro, sem lej cajta ni. Mogel sem narediti, mašine je treba nazaj dati. Evo, to je pa motorna bremza, se sliš? Poglanc dol, pa je bremza. To pa je tudi odzivnost noč delaš. Ker bo dol metal. Dobar, sedaj ima sigurno 14 ton zadnji. Ta lažonta je težka, kot hudiče, ga si sama voda. Kaj pa dal pa tudi tam popadno, evo. Zdaj sem pa čist free. Zdaj ne bo kaj tle. Aja ne, moram sem lazditi, zato tale zec ima vsi izor in če ostaneš kurbarijo, vse ugasne. Zdaj to itak, da je posod prtanova. Zdaj pa že tma. Sem rekel, dok da kamero pržgem, da vidim, kva se fan vid. Da te ledice kar dobre nardejo. Dobre, tle je prstran se malo osvabili, kaj to nak mašic. Trusilci je osvetljen, tile komande so tudi fitno razsvetljene. Stak mola se tudi kar po noč da divati, če se te da. No tole so pa da cestne luči, še vse gli dobro svetijo. Te kratke, te dolge. Če sem prej nekaj videl, če m levo zavil, da je tako kaparavto, da se lampa posveti, da vidimo še enkrat, če je to res. Lega. Ne ima se jaz premalo po noč vozam, a je to že res en cajt, tala funkcija not. Tlele en posnetek od vzadi sam tako, da se malo vidi, koliko je to pregledno, kaj je to vse v šajbah, okoli in okoli. Dele pa ta zadnji volan na vrst. Glavna tega nahor, konsolo dvignemo v luft, pa imamo tele eno ročko, pa gremo okoli. Aha. Tegale fanče imamo dol, tele zadnji imamo še za volan. Kola, čak volan še imamo problem. Kaj pač naštadiran gre, je že hitri. Zdaj pa v bistvu že imamo. Ja, kolesa že divajo, zdaj imamo pri volanu inverter. Če dam naprej inverter, gremo pač nazaj, oziroma naprej. Koga gledaš, kaj greš? In se že pela gor. Sam pa je treba malo zadnji merka, da ne obgledaš. Koga vidi, če gremo daj. In to moj prav pride recimo za kakšne silo kombane, ki imajo spredi, da je žanoške norc, pa za kosit, za rolbe tudi, za tiste cestarje, da sneg plužijo. Za več oči to prav pride, no. Če za navadega kmeta pa nekaj ja. Pa za pomajne imajo rad. Tile komande imaš itak vse tlele, a ne? Tako ka more biti, ploščo imaš pa še naknadno tamle. Tako da v bistvu ti vse iste komande ostanejo, kakor prej. Pač vidim filikega, kadem se ne vem pa pere vse, no. Škaj s kombanem. Pa pazi to, tako kad ta prvi volan ima tudi tale ta zadnji volan možnost tizga, da hitro vrti. Tlele vklopimo, ja evo, že me suče. To smo sploh ukrite, kaj šajbo zapreš, pa smo čisto komfortno. Veš, zdaj je tudi dva volan zasučeš, tratar se pa ure povrne. Prav zabavno je, prvo se pola vozem in je prav užitek, pa rekel. Kola pa zgleda direkt, tako kot jaz vidim, prav fletna. Zadnji so preklopa, tlele imamo komande, tlele imamo volan. Tako da je penga viličarja honil ali pa dobesedno komban. Kar šu, zadnji imamo pa rivc. Zdaj se dajmo pa nazaj, tako je treba, se nam bomo cel dan špilali. Volan nazaj gor, pa v eno stran, v levo ali pa v desno, pač v kjer hočeš. Tega dvignemo. Kola. Že diva spredaj.
Malo zapora smo pokazali. V glavnem malo sem ga pokazal, malo smo ga videli pardel. Nisem šel čisto v detajle, niti nisem mogel vse povedati, zato ker ga nisem dosti probal. Približno se vidi, kako to laufa, kako funkcionira. To so dejte moderne traktorje, se nimaš kaj, cel kup elektronke. Pri telah ta novih traktorjev v bistvu ni tudi enega hibla, ne eno odkešne zajle ali pa to. Razen za ta zadnji priklop potegniti ven, drugače pa se na tipke elektrohidravlične. Ni tako recimo, kot pri MB traka, to je še vse ročne, to je sama mehanka pa pneumatika, not nič drugega. Masno itak spodaj potnemo, tako kot se spodob z tega starega garača. Tisla MB trak je za dušo, da ga na cajte malo zalaufaš. Za resen del so pa pač takle traktorje, se nimaš kaj za ured, ne bi rad pa to za resen del je to in okretnost in moč in udobje, glavnem ja. Glede cene pa tega se pozanimajte pri Intersporta ali pa za kakšne dodatne informacije, zato ker to je od do, ne vem, to je prema 10 urjev, kuj razlike. Ja nič, jaz upam, da bo kaj za videti. Se vidimo. Živ!